Lep pozdrav, spoštovani, spoštovane v oddaji Evropski utrip. Znova je teden, ko imajo evropski poslanci v Štrasburu plenarno zasedanje. Z mano pa preko Skype povezave vodja slovenske delegacije pri Evropski ljudski stranki, dr. Milan Zver. Lep pozdrav v Štrasbur. Pozdrav, nazaj v Slovenijo. Na kratko, začela bi z včerajšnjim dnem, ki se mi zdi v tem tednu, kar se tiče obravnav v Evropskem parlamentu, najbolj zanimiv, namreč z sprejetjem resolucije o Madžarski, po katerem je kar 332, če se dobro spomnimo, 332 poslancev Evropskega parlamenta, seveda vsi socialisti, liberalci, zeleni in še kdo drug, podprli to resolucijo, po katerem ugotavljajo, da naj bi Madžarska hudo kršila tako človekove pravice, kakor tudi temeljne vrednote Evropske unije. Pa me zanima, čisto preprosto, ali je ta Evropski parlament se odzval oziroma komisija zaradi tega, ker je Madžarska tako jasno in glasno postavila svoje principe delovanja v primeru migrantske krize in seveda, ker se skuša rešiti Soroševe Evropske univerze v Budimpešti. Ja, resnica je nekje vmes. Madžarska je ponovno na tapeti, predvsem zaradi tega, ker je madžarska vlada poskušala spremeniti zakonodajo v zvezi z tujimi univerzami, med njimi je tudi Soroševa, in se seveda tudi neposredno tiče. Drugi razlog pa je bil tisto anketa oziroma poskus madžarske vlade, da poskuša ugotoviti javno mnenje glede posameznih vprašanj, ki so bila dokaj sugestivna, morda so šli tukaj malo predaleč in seveda glede na razmerje političnih sil v Evropskem parlamentu je bilo za pričakovati takšno, po mojem mnenju, popolnoma nesprejemljivo gonjo proti madžarskemu predsedniku vlade Viktorju Orbanu in pa njegovi vladi. Dejstvo je, da je res toliko poslancev glasovalo za to resolucijo, ki obsoja Madžarsko. Tudi del poslancev iz Evropske ljudske stranke je glasoval za resolucijo. Treba pa vendarle reči, da je kar 98 poslancev moje stranke glasovalo proti. In skoraj celotna velika nemška delegacija, tudi mi smo glasovali proti in jaz sem vesel tega dejstva. Glede na razpravo, ki smo imeli v Evropskem parlamentu, tudi znotraj naše politične skupine, je kazalo, da bo rezultat še slabši. Ampak vendarle izglasovano je to bilo. Sedaj, to, kar meni ni všeč, je, da se za razliko od Poljske poskuša Madžarska direktno obsoditi in se tudi je z takšno resolucijo. Pri Poljski smo imeli en drug postopek. Najprej smo naložili komisiji, da ugotovi dejanske razmere in šele potem bi evropske inštitucije nekako reagirale. Tukaj pa se poskuša po bližnjici iti mimo neke veljavne presoje razmer na Madžarskem in postaviti Madžarsko na pranger. To se mi zdi politično nekorektno in nefer. Pa tudi sicer mislim, da je Evropski parlament že v preteklosti večkrat enostransko obsojal samo nekatere vlade, ki so desno-sredinsko usmerjene. Seveda me zanima namreč nekaj. To, kar ste glihkar na koncu rekli. Zakaj Evropski parlament, komisija, takrat ni reagirala, ko je bil namer v Sloveniji zaprt prvak opozicijske stranke, ki je na volitvah dobil legalen mandat za poslanca v državnem zboru? Ja, to je ključno vprašanje. Jaz sem večkrat postavil to vprašanje tudi vodstvu Evropskega parlamenta. Mi smo celo dali predlog točke na dnevni red, vendar se je zgodba zaustavila pri koordinaciji predsednikov vseh političnih skupin. Tam Evropska ljudska stranka nima veliko prijateljev. Bom povedal tudi zakaj. Torej, večina levih političnih skupin je to točko zavrnila, pridružili pa so se tudi zanimivo in Le Penovi, in Farage, in tudi konzervativci. Konzervativci zakaj? Zato, ker so oni načeloma nasprotujejo, da bi se evropske inštitucije mešavale v notranje zadeve držav članic in so iz tega načelnega razloga tudi naši kolegi iz Madžarske so bili proti
recimo, da bi prišlo do tega. Torej, pri nas je zgodba obratna. Mi bi si želeli, da evropska javnost vidi, recimo, kakšno je stanje pravosodja v Sloveniji, drugi pa iz načelnih razlogov temu nasprotujejo. Tako da smo tukaj ostali sami. Je pa res, da je Evropska ljudska stranka podprla to našo zahtevo in predlog za dnevni red še vedno ostaja na mizi. Doktor Milan Zver, zdaj po tej resoluciji najprej morajo seveda voditelji držav Evropske unije se opredeliti do te resolucije. Naslednja faza je verjetno, da Evropska komisija potem sproži mehanizem uvedbe oziroma uveljavitve 7. člena Evropske pogodbe, po kateri Madžarski odzame glasovalno pravico v parlamentu. Zgodba se ne bo tako hitro razpletla. Ko sem govoril z madžarskimi kolegi, oni se bojijo, da bi se vlekla vse do naslednje pomladi, takrat, ko se začne volilna kampanja na Madžarskem, in to bi seveda neposredno vplivalo na sam izid. Verjetno tisti snovalci strategij na levici poskušajo doseči ravno to, da bi pred naslednjimi volitvami Orbanova vlada in njegova stranka Fides pod močnim pritiskom. Greva malenkost v drugo smer, namreč v tem tednu ste tudi seveda prisluhnili poteku pogajanj o ločitvi od mize in postelje z Veliko Britanijo. Precej zapletov nas čaka, ne? To je bilo za pričakovati. Prvi zaplet je povzročila že britanska vlada, ko se je odločila, da bo razpisala nove volitve in je vzela dragocene mesece, pogajalske mesece. Vendar situacija je majčkeno čudna. Britanci so se odločili, da gredo ven, pa ne naredijo nobenega koraka resnega v tej smeri. Nasprotno, evropske inštitucije pa se trudijo in to, kar smo sprejeli, kar je sprejel že vrh, torej za te smernice o Brexitu, pomeni neko pot, kako se naj zadeva izteče. Mi bi želeli, da se izteče korektno, da je ločitev korektna, da se obe strani potrudita pri pogajanjih. Imamo 2 leti časa, slabi 2 leti časa, da se to stori, da se podpiše pogodba, da se realizira, implementira 50. člen in potem imamo na voljo nekaj časa, neko vmesno tranzicijsko obdobje, da dorečemo novo obliko sožitja ali pa sodelovanja z Združenim kraljestvom. Torej, vse 3 faze so. Prva faza izpogajanje, druga prehod, tretja faza je pa nov sporazum, ki bo veljal med Evropsko unijo in pa Združenim kraljestvom. Načela so jasna, Evropska unija se želi pogajati z enim glasom, torej enotnost, faznost postopka, ne bomo se pogajali hkrati o vseh vprašanjih. Predvsem pa želimo, da ljudje ne preveč trpijo, zlasti tisti, ki so tako ali drugače vezani na Evropsko unijo. Torej, 1.300.000 Britancev živi in dela v Evropski uniji ali je posredno vezano na evropske inštitucije. Istočasno pa je treba vedeti, da tudi 3.200.000 Evropejcev živi in dela in je vezano na Veliko Britanijo. To pomeni, to so velika vprašanja, ki so povezana z ne samo socialnimi statusom ljudi, ampak tudi službami in tako naprej. In te je treba pripraviti neko podlago za mehak pristanek tudi gospodarstva, podjetij, tudi finančne industrije, če želite. To so in ne nazadnje tudi določiti ceno. Treba bo potegniti črto in izračunati, koliko ta odklop stane. Govori se tudi o 100 milijardah, kar je čisto možna cena, ampak verjetno bo to še najbolj trd pogajalski oreh. Greva na bolj, bom rekel, prijaznejšo vsebino temo in sicer v ponedeljek ste imeli na mizi poslanci Evropskega parlamenta ene vrste uredbo o uravnavanju oziroma o, kako bi rekel, usklajevanju kvalifikacij v evropskem prostoru, kar pomeni, da naš zidar, naš kovinostrogar bo imel to kvalifikacijo priznano tudi v Španiji ali pa v Nemčiji.
Ja, gre za noveliranje Evropskega kvalifikacijskega okvira. Zanimivo, prvi taki dokument, ki je izšel pred 9 leti, sem podpisal ravno jaz, ko sem kot pristojni minister slovenske vlade vodil takratni svet Evropske unije za izobraževanje, mladino in šport. No, sedaj po 10 letih skoraj je prišel čas, da se zadeva nekoliko dopolni in popravi, tudi zaradi tega, ker vse države članice niso implementirali tega dokumenta. No, namen tega dokumenta pa ni toliko, da priznavajo drugi, ampak te kvalifikacije, ampak da se naredi nek dokument, ki bo naložil državam članicam, da so posamezne kvalifikacije med seboj primerljive. To pomeni, da bo zdravnik iz Grčije približno enako moral znati, imel enake kompetence in znanja kot tisti iz Švedske ali pa iz Nemčije, ali pa učitelj, ali pa vse drugi poklici, nekateri ste tudi že sami omenili. Torej gre za to, da se sicer avtonomni šolski sistemi po državah članicah med seboj, da so primerljivi in da proizvajajo primerljive produkte. Šele na to pride stopnja priznavanja in ta bi morala potekati avtomatično in gladko, brez težav. Zato je ta dokument eden najpomembnejših dokumentov na ravni Evropske unije o izobraževanju. Na koncu najnega pogovora dajva še nekaj stavkov namenjeni tudi sobotnemu dogodku. Vi ste vseeno podpredsednik Slovenske demokratske stranke, čaka vas 11. kongres, napoved. Osebno se zelo veselim tega kongresa, oziroma vsi kongresi so nekaj posebnega, pridejo ljudje skupaj, nabere se velika energija v enem prostoru in to je neka taka dodatna motivacija za nadaljnje politično delo. V Sloveniji še ni bilo kongresa, ki bi se ga udeležilo toliko delegatk in delegatov, kot bo tokrat. Tudi mi še nismo imeli tako velikega, tako množičnega. Pričakuje se, da bo izvoljeno vodstvo, nova ekipa, ki bo vlekla ta voz naprej. Prav tako se pričakuje sprejem nekaterih resolucij, nekih področnih resolucij, mladina je pripravila svoje, tudi v družini imamo, tudi v zdravstvu in o delu. Predvsem pa je pomembna nosilna resolucija, ki ima naslov Slovenija v srcu. Ta resolucija je nekako kaži pot, naša politična platforma za naslednje leta je po mojem zelo dobro pripravljena in nagovarja predvsem državljanke in državljane in jim predvsem z vidika, da je treba slovensko državo po svoje resetirati, da je potrebno jo deregulirati, decentralizirati, dekoncentrirati preveliko moč, ki jo ima Ljubljana v slovenski državi. Mi živimo v preveč zbirokratizirani skupnosti, kar seveda duši ne samo posameznikov življenje, njegove potencijale, podjetnost, ampak tudi gospodarstvo. In če bomo to v doglednem času naredili, potem Slovenija lahko upa spet na boljše zlate čase, kot so bili tisti izpred 10 let, ko je vodila desnosredinska vlada. Dr. Milan Zver, hvala za povedano in seveda do videnja, ko bo zopet plenarno zasedanje Evropskega parlamenta. Srečno. Hvala tudi vam. Torej, vidimo se, ko bo znova Evropski parlament zasedal v Štrasburu. Srečno.